Dober dan in lepo pozdravljeni na portalu Info 360. Spremljate oddajo V središču. Vodim jo Brigitte Ferlič. Kar 20.000 podpisov se je zbralo pod zahtevo za ukinitev RTV prispevka, stranka Resnica pa je v zvezi s tem v parlamentarno proceduro vložila predlog zakona. Težišče tega predloga je torej ukinitev obveznega plačevanja prispevka. Primarni vir sredstev za delovanje RTV Slovenija bi postal državni proračun. Z racionalizacijo poslovanja bi se število zaposlenih v naslednjih 5 letih zmanjšalo za okoli 500. Torej o tem, o ukinitvi RTV prispevka v predlogu stranke Resnica bomo govorili z današnjimi gosti, in sicer z dvema bivšima programskima svetnikoma, režiserjem gospodom Miranom Zupaničem in nekdanjo direktorico filmskega sklada gospo Jelko Stargel, ter pa nekdanjim predsednikom nadzornega sveta, profesorjem gospodom Borutom Rončevićem in nekdanjo dolgoletno novinarko RTV Slovenija in tudi članico nadzornega sveta, gospod Vido Petrovčič. Ja, dober dan. Lep pozdrav vsem, hvala za udeležbo. Pa začnimo kar z malo osebnim vprašanjem. Kako pogosto spremljate RTV programe RTV Slovenija, kako ste zadovoljni, katere vsebine bi se dalo izboljšati, gospod Rončević? Programov RTV Slovenija sploh ne spremljam. Razlogov je več. Ključen morda niti ni tako povezan z samim RTV-jem, pa z vsebinami na RTV-ju, kot s tem, da sem pač zelo prešel na to, da do informacij prihajam na drugačne načine, preko socialnih omrežij in podobno. Tako da taka je nekako moja izkušnja. Jaz tudi veliko časa preživim v tujini, tako da sem tudi v tem smislu oddaljen, tako da se pravim, v zadnjih nekaj letih je šlo spremljanje RTV-ja skoraj na nič, za izjemo tistih izsekov in objav, ki se pojavljajo na socialnih omrežjih. Je torej šlo na nič zaradi tega vašega osebnega stila življenja ali zaradi nezadovoljstva, morebitnega nezadovoljstva z vsebino? Za vsebino sem, bom rekel, nezadovoljen, oziroma bi bila lahko boljša, bolj pestra, bolj pluralna, ampak to ne pomeni seveda, da ne bi spremljal teh vsebin, kajti tudi stališče ljudi, ki imajo drugačen svetovni nazor, seveda želim spremljati, ne želim se zapirati v mehurček, bi si pa prav na službi, na organizaciji, ki je javni servis, bi pa seveda pričakoval tako pestrost. Ampak kot rečeno, ni pa to razlog, zaradi česar morda ne bi spremljal. Gospa Petrovčič, podobno isto vprašanje. Ja, RTV spremljam prvi program radija vsak dan praktično, tudi Val 202. MMC vsak dan preberem, vsaj preberem članke in seveda na televiziji vsak teden gledam Tarčo. Ostalih informativnih programov pa ne, ali pa le bežno, mogoče kakšne izseke, če vidim, da kdo opozori na družbenih omrežjih, pa si potem malo pogledam. Iz 2 razlogov ne spremljam več toliko kot včasih. Prvič zato, ker dejansko mislim, da so te vsebine enostransko predstavljene in potem bom tako čisto preprosto rekla, nimam živcev, da bi to gledala, ampak nekako to, da sem informirana, kako je bilo, da vem, kaj so vprašali, kdo so bili gosti in vidim, že spet ne, recimo, in to je tako na radiju kot na televiziji, opažam to enosmernost informacije. Sicer pa ne bi niti toliko spremljala, če ne bi tudi sama politično komentirala, pa v bistvu zato moram. Sicer pa ne bi spremljala, ker se pravim, raje počnem kaj drugega. Ko govorite o tej enosmernosti, mi povejte, imate kakšen konkreten primer, morda v mislih se spomnite kakšnega takega enostranskega poročanja, ki vas je v zadnjem času zelo zmotilo? V zadnjem času mislim, da je bil teden ali 2 nazaj na radiju spet neka oddaja o rasizmu, pa sem pričakovala, da bo, ne vem kdo, ki bo povedal kaj drugega, kot je tista glavna struja, tudi ta politično korektna ali kakorkoli FDV-jevska, ali ne vem, kako bi rekla. Pa so vedno taki prispevki, tudi ko gre za recimo shode v podporo življenju, pa ko gre za splav, pa je bil 8. marec, pa je bil spet neka feministična oddaja, tako da sem zelo nervozna, pač malce potem hitro preklopim na kaj drugega, ker kot pravim, nimam živcev, smo to že slišali, Sonjo Lokar že neštetokrat, ne moramo več to poslušati, tako. Gospa Stargel, kakšne so vaše izkušnje? Ja, podobne kot od mojih 2 predhodnikov, razlika je od obdobja, ko je bilo potrebno, obvezno spremljati vsebine, ker sem praktično dejansko gledala kolikor sem mogla optimalno veliko, Zdaj sem pa pač kot upokojenka v položaju, da lahko rečem
hvala Bogu, meni pa tega ni treba gledati. In moram reči, da se mi velikokrat to zgodi. Tudi pač jaz, kadar mislim, da je vsebina obravnavana predvidljivo, me zelo zmoti, ko vnaprej vem, kaj bo kdo rekel, ko vnaprej vem, koga bo kdo povabil. Skratka, pogrešam malo več pestrosti, malo več raznolikosti v svetovnih nazorskih predstavitvah. Moram pa reči, da pa redno spremljam še vedno igrani program in da sem vesela, da to še gojijo, ne? Zdaj ne razpravljamo o kvaliteti, že samo dejstvo, da se je vrnil, ker je bil že ukinjen, a ne? Me veseli. Drugače pa smo, mislim, da vsi veliko bolj razštelani, po domače povedano, na spremljanje na digitalnih platformah, na spremljanje tudi drugih ponudnikov digitalnih oziroma audiovizualnih vsebin, kar je danes dejansko veliko bolj mogoče in veliko bolj poglablja informativno seznanjenost, no. Gospod Zupanič, tudi vi pogrešate torej to raznolikost, o kateri je govorila gospa Strgel? Jaz moram reči, da jaz kar redno spremljam MMC, portal, tudi ga tako po diagonali preberem, pogledam tudi včasih komentarje, ki so tudi zelo predvidljivi. Pri vsebinah me najbolj zanima v bistvu kultura, umetnost, film, dokumentarni igrani, oddaje. Moram reči, da se jaz toliko za to eno stranskostjo ne ukvarjam, zato ker si poskušam sliko ustvariti na podlagi različnih medijev, ker tudi, bom rekel, dosti redno potem čekiram še druge medije, tudi Pop TV, Planet, Nova 24 TV, BBC zelo in tako naprej, in si potem nekako od primera do primera sam ustvarjam mnenje. Tako da, mislim, ni neutralnega medija, to je iluzija. Ne? Pa, če gremo k predlogu stranke Resnica, torej sami podpirate ali ste proti ukinitvi RTV prispevka iz tega obveznega plačevanja in za prenos tega prispevka v breme proračuna? Ne? Tu bi se spomnil enega gospoda, bil je prvi urednik, ne, verskega programa, ti se ga mogoče še spomniš? Ne vem, koga misliš. Drago je bil. Klemenčič, tako je. Nisem poznala. On je imel eno zelo lepo misel, rad pogosto povedal v zvezi z javnim medijem, medijskim servisom. On je rad rekel, da naj bo medij ogledalo in svetilnik. Ogledalo zato, da nastavlja resničnosti neizprosno podobo, svetilnik pa zato, da tej stvarnosti na nek način kaže pot, kam naj gre z vrednotami, ne? Meni se to zdi zelo lepa, zelo globoka misel, in ko tako pogledam ta predlog zakona, ta osnutek, se mi zdi, da ne jamči k temu, da bi svetilnik svetleje sijal, ga ugaša, in ne jamči tega, da bi to že itak razpokano ogledalo ne bi še bolj razpokalo. Tako da moje intimno mnenje je, da to ni korak v pravo smer. Jaz osebno se boljše počutim na svetlobi kot v temi, boljše gledam rad stvari take, kot so, ne take, kot mi jih nekdo želi prodati. Česa konkretno se najbolj bojite? Do česa mislite, Glejte, da bi lahko prišlo? Ne gre za moj strah, to je prva stvar. Mislim, sem že toliko star, da sem malo se, bi rekel, že sprijaznil z življenjem takim, kot ja, nimam nekih posebnih strahov. To, kar me pa skrbi, je pa pravzaprav trend, ki se nakazuje, v katerega se bo to družbo peljalo. Namreč to ni več predlog ene izvenparlamentarne stranke, ki je res da s podpisi 20.000 uporabnikov teh storitev, kar je sicer približno 3% od vseh zavezancev tega RTV prispevka, ampak s tem, ko je torej predsednik te stranke postal tudi predsednik parlamenta, je naenkrat ta predlog zakona dobil zelo, zelo veliko politično težo. Ne? In to, kar mene zanima v resnici, je pravzaprav, kjer v smer Slovenija in slovenstvo kot tako gre. Kaj so tiste vrednote, ki nas povezujejo in kaj so tiste institucije, ki nas oziroma nas bodo povezovale. Taka pot je v bistvu pot razkroja, razgradnje, s tem ne želim, to zelo poudarjam, opravičevati kjerekoli, bi zdaj rekel, medijske nepluralnosti, da se razumemo. Ampak mislim, da je bilo potrebno medij graditi, da je v službi
skupnosti, da tej skupnosti služi kot element povezovanja, ne pa kot element novih delitev. Tako da to je tisto, kar me skrbi. Torej, če medija ne bo več v dobro skupnosti, v tem, da bo služil skupnosti, če ukinemo RTV prispevek, se strinjate s tem? Ne, jaz osnovno premiso tega zakona podpiram. Bi opozoril, da seveda ni ideja tega zakona, to ni zakon o ukinitvi RTV-ja. V bistvu gre za to, da se en davek, ker RTV prispevek je pač davek, zamenja z drugim davkom. Pač iz integralnega proračuna bo pač treba financirati RTV. Podpiram tudi zaradi tega, ker je en ekonomist, Matej Rigelnik, ki je zelo aktiven na omrežju X, je zbrskal ene podatke, da je RTV namenila samo za poštne storitve, za pobiranje RTV prispevka 3,6 milijona letno. Se pravi, to je strašno neučinkovit davek. Ne? Tako da v tem smislu se mi zdi zadeva primerna. Storitve mečkam bolj racionalizirali, so jih racionalizirali, položnice za neko obdobje naprej. Kar je že en tak, bom rekel, napredek. Verjetno je tudi deloma bil povzročen s temi debatami, ki smo lahko videli, za kako veliko denarja v resnici gre. Deloma verjetno se stisko, pa so razmišljali, kje bojo malo prehranili. Jaz pač takrat nisem bil več v nadzoru, ni ga več bilo nadzornega. Tako da se je ta zadeva zgodila, se pravi, RTV bo ostal. Vprašanje je, na kakšen način, v kakšni obliki bo to financiranje zagotovljeno, ker treba vseeno opozoriti na to, da RTV ima veliko funkcij. Na koncu ima tudi neke vrste pomembno arhivsko funkcijo v tej državi, potem ima tam tisti big band pa simfonični orkester, za katerega sem seveda sicer prepričan, da bi lahko tudi v kakšni drugi obliki obstajal, vse tudi, ne vem, opera pa balet niso del RTV-ja. In tako naprej, ampak hočem reči, to so vse vprašanja, s katerimi se bo seveda na nek način treba ukvarjati. Kar je mene zmotilo malce, in to me je motilo tudi že predtem, ko sem bil član, pa kasneje predsednik nadzornega sveta, je, da se postavi neki cilj, recimo 1500 zaposlenih v parih letih, za katerega ne vemo, na kakšni osnovi je postavljen. Jaz bi lahko vprašal, zakaj 1500, zakaj pa ne vem, 1100. Zakaj pa ne 1900? Ne? In obstajajo neke seveda metodologije, s katerimi se da ugotoviti, koliko dejansko potrebuješ delavcev za izvajanje vseh potrebnih teh poslovnih, pa kreativnih, vse kreativen proces je tudi posloven proces v kontekstu take organizacije. Ne? In to je tisto, s čimer bi se mogli ukvarjati. Jaz sem v preteklosti malce namigoval, da bi bilo treba v neki takega iti, ne? Ampak potem so se itak zakonske stvari dogajale in se je šlo v drugo smer. Gospod Petrovčič, financiranje, kako ga vidite sama? Kje? Lejte, jaz podpiram ta zakon, ker jaz mislim, da bi RTV Slovenija s proračunskim denarjem, ki bi bil v bistvu zagotovljen, še bolj bila ogledalo in svetilnik, če gledamo na informativni program, pa tudi sicer na kulturo, ker bi bila v proračunu. Vedeti moramo, da je danes recimo 163 milijonov, kolikor je prihodek zdaj za to leto, pa prihodne leto RTV-ja, to je enako kot neko ministrstvo. Recimo Ministrstvo za zunanje zadeve ima 167 milijonov, pokriva veleposlaništva, konzularna predstavništva in vemo, kaj dobimo za to. Zdaj pri RTV-ju ne vemo točno in od teh 163 milijonov gre po podatkih, poslovnih podatkih več kot 70% za plače. 95 milijonov. Ja, zdaj pa vi meni povejte, katero podjetje je sposobno 70% dati za plače in za honorarje samo za delo, kje je tukaj razvoj, kje so nove tehnologije, kje je tukaj program. In lahko vam povem, poznam delo RTV, da je za program res malo denarja. Tako da, če bi to omejili in kot je rekel gospod Rončević, če bi vlada v bistvu za RTV-jem v nekem prihodnosti podpisala neko pogodbo, v kateri bi opredelili, kaj je v nacionalnem interesu, da RTV počne, koliko ljudi naj to naredi in koliko bo to stalo. In ko bomo to definirali, ta denar bo prišel, vse ostalo pa tudi ta zakon, ki ga predlaga stranka Resnica, omogoča, da tudi z oglaševanjem RTV zasluži. Vendar je treba to opredeliti, da vemo, kaj plačujemo mi in kaj za to dobimo. Gospa Strger, proti ali za ta? Ja, niso stvari tako enostavne. Jaz enostavno ne morem reči, sem za ta zakon. Ne, nisem, ker mislim, da je to lahko šele nek osnutek zakona, ker je nedorečen.
Je pa situacija taka, kot je zdaj, se pravi način financiranja in kar je še bolj pomembno, nadzor nad porabo teh stroškov, teh sredstev, ki pridejo iz javnega vira, nezadosten, ne? Tako da so potrebne spremembe, so potrebne izboljšave, ampak jaz mislim, da predvsem na drugi strani, se pravi na strani upravljanja s tem denarjem. Se pravi, nadzor bi bilo treba. Če dovolite, sem dokončam, ker je to zelo pomembno vprašanje. Namreč mi se tukaj nismo dotaknili osnovnega razloga, zakaj sploh je prišlo do nabiranja sredstev oziroma financiranja na način prispevka. A ne? Se pravi, zato se je način financiranja odmaknil od proračuna, da financiranje ni vsakokrat odvisno od aktualne politične oblasti. Zdaj le vidite, ne, primer, zakaj je to problem. RTV noče podpisati pogodbe, ne vem, ali jo je, ali jo ni, ampak kontrola, nadzor nad temi javnimi sredstvi je drugačen kot nad sredstvi pobranimi iz prispevka. To niso tako enostavne stvari. In ta zakon ima problem ravno s tem. Rekel je A, ni rekel B. Rekel je, kako bo denar pobral, kako se bo RTV vsebine, stroške dela in tako dalje, investicije financiral, ni pa rekel, kako se bo s tem denarjem upravljal. Namreč novela zakona, ki je bila sprejeta leta 2022, skratka ob imenovanju nove vlade, je naredila za mene, za moje pojme, največjo napako takrat, ko je slabo opredelila pristojnosti organov upravljanja, se pravi sveta, v odnosu do finančnega odbora. Ne? To je najbolj pomembno. Kaj in kako se bo za zbrana sredstva, ki so javna, zagotavljalo vsebine. A bojo te vsebine svetle nam v prihodnost, kot se je pesniško izrazil Miran, ali bojo mogoče nas dejansko zamegljevale realnost in nas potiskale nekam nazaj. A ne? Ampak stranka Resnica na primer obljublja, ne, da bo prehod na proračunsko financiranje odpravil pomanjkljivosti in bo zagotovil finančno stabilnost zavoda, razbremenil državljana obveznega plačila ter odpravil potrebo po vodenju evidenc in prisiljeni izterjavi tega prispevka. Ne? Tako da oni pa to kot protiargument navajajo. Veste, lahko stranka Resnica obljublja zdaj karkoli, ampak mogoče čez 2 leti stranke Resnica ne bo več v vladi ali ne bo sploh več v parlamentu ali karkoli in bo seveda ta žakelj treba napolniti po volji popolnoma drugih političnih faktorjev. In Ker ste že omenila, ne, da zdaj je težava, ker RTV noče prevzeti denarja, gre za 10 milijonov iz proračuna in sicer to zavrača zaradi tega, ker bi mogla potem nek dokument oziroma namenska rabo sredstev izpolniti. Se vam zdi to upravičeno, da tega denarja nočejo vzeti za to, da bi... Ker je treba pač dati neke podatke, zakaj bojo ta denar potrebovali. Ne? To je zelo problematično, bom pa rekla, da je tudi simptomatično. Ne? Simptomatično zato, ker dokazuje, da je zdajšnji način upravljanja z javnim denarjem najslabši možni. Se pravi, imamo kombinacijo 2 načinov in imamo en način organov upravljanja. In jaz razumem njihov pomislek. Oni imajo svoje organe nadzora in kljubujejo nadzoru, ki ga predpisuje ta pogodba. Pogodba pa predpisuje nadzor, ki velja za sredstva, ki jih vedno namenja ministrstvo, pač katerokoli, ali ministrstvo za kulturo, ali urad za manjšine in tako dalje. Ne? Ampak vsi na isti način nadzirajo porabo teh sredstev, sporočili ministrstvu in tako dalje. Ne? In gre tle za kolizijo. Skratka, ta kolizija, ki je zdaj nastala, je mislim, da slaba. Gospod Zupanič? Ja, jaz, če se grem pa na konkretnosti tega predloga zakona, ne? Zdaj, prva stvar je torej ukinjanje obveznega prispevka. Pravi, s tem se bo zagotovila večja stabilnost financiranja in državljani bodo razbremenjeni. Zdaj, če se plačuje dejavnost javne službe iz proračuna, se jo plačuje iz davkov. Kdo plačuje davke? Državljani.
Kateri državljani? Tisti isti, ki smo zavezanci RTV prispevka. To se pravi za nas, gledano v globalu, če gledam kot celoto, morda za nek delež posameznikov, ampak za nas kot celoto se ni nič spremenilo. Če gre za enak obseg denarja, ne, torej letos naj bi zbrali 109 milijonov, so zračunali iz teh RTV prispevkov, ne, če gre za enak obseg denarja, potem sploh razlika ne more biti. Če gre za manj, potem razlika nastane. Tu pa prihaja za mene ključni pravzaprav problem. Namreč, da ta predlog zakona ne naslavlja izvornega problema. To pa je struktura te javne ustanove, ki se je gradila na nek način, bi rekel, stihijsko, ki je dejansko v marsičem pravzaprav preživela te tehnološke premike, ki je na nek način sama sebi, bi rekel, v nasprotju, ne, ker enostavno sama sebe onemogoča v razvoju, ampak hkrati pa spet ne odgovori na bistveno vprašanje. Ta ustanova je rezultat politične volje. To se pravi, politična volja je tista, ki je kreirala, sokreirala in soustvarila to RTV hišo. In se pravi, ti ne moreš pacientu naročiti, naj se zdravi sam, ampak torej se skliče konzilij, se ustanovi, bi rekel, telo, ki premisli, ki presodi, ki pove, kaj je v javnem interesu in potem za to zagotovi plačilo. Ker tako kot to zdaj izhaja, se zdi, da se bodo potem skozi ta proces, bi rekel, sanacije v bistvu, ne, racionalizacije, morali ti segmenti hiše sami med sabo dogovoriti. To se pravi, kaj bo nastalo? Nastalo bo klanje, kjer bodo najmočnejši premagali najšibkejše, to je vedno tako, nastal bo strah pred odpuščanjem, kar pomeni, da večji, kot bodo, bo rekel, podložniki, bolje bo za preživetje, uporniki bodo ta prvi šli stran in tako naprej. To se pravi, to so neke dolgoročne posledice, ki so, bi rekel, na dlani, ki so vidne in ki jih preprosto ta zakon ignorira. Zato, zakaj pa? Zato, ker je v ozadju ta podmena, ki jo je izpostavil predsednik novembra Stevanovič lanskega leta, ko je rekel, mi smo proti temu, da je ta ustanova, recimo temu, levo-desno trobilo, ne? In zakaj bi morali vsi državljani za to plačevati. Zdaj pa, če pogledamo, kak delež, torej tudi te predpostavke, da je to res trobilo, je z ozirom še na vse ostale dejavnosti. Okay. Ampak dajte, povejte mi, ali ste torej, se vam zdi ta ureditev zdajšnja, pravična, ali predlagate kakšen drug model? Mislim, dajte, ne gre za vprašanje pravičnosti. Pravičnost je ena popolnoma, pravičnost je v bistvu moralna kategorija in pravna kategorija. Tukaj gre za vprašanje smotrnosti in ali je taka ureditev, kot je zdaj, najboljša možnost za to, da bi služila javnemu interesu. Moj odgovor je ne, ta ureditev ni dobra. Ta ureditev ni dobra, ampak rešitev, kot se jo predlaga, pa ureditev samo še poslabšuje. Ne? Prva stvar, na novo bi bilo treba premisliti, katere so dejavnosti, ki so v interesu naroda, državljanov. To je prva stvar. In potem bi bilo potrebno ugotoviti, kako danes s sodobnimi sredstvi, ne, v malem studiu mogoče, z malo ljudmi ustvariti vsebine, ki so v javnem interesu. In potem na podlagi enih projekcij enostavno skreirati nek optimalen model in to zelo dinamičen model in okoli tega bi bil potreben en širok političen konsens. In zdaj, ki jaz vidim tudi spet, bom rekel, tukaj pa zdaj greh levega dela političnega pola, ker v resnici v tem času, teh recimo 35 let, kar so oni vladali, niso zagotovili dejansko neodvisnega medija. Vedno se deklarira neodvisen medij, ampak roko na srce ta medij nikoli ni bil neodvisen. In tudi za to perspektivo, kot se zdaj bi rekel, obeta, bo še pa bolj odvisen. Torej, vidita vidva, ki sta bila bolj blizu financ, kakšno rešitev v modelu plačevanja RTV prispevka, ali je to rešitev, ki je dobra in bo uredila zadeve? Predlog resnice. Jaz tukaj ne vidim, bom rekel, neke hude drame. Sej večina javnih inštitucij v tej državi se financira na tak način. To so realne težave, ki ste jih omenili. Tudi pot je možna, kot ste rekli, ampak sam ta, dajmo poenostaviti, pa res grobo banaliziram, iz enega tipa davka in na drug tip davka, ki se tukaj ne vidim drame, ne? Tudi iz vidika neodvisnosti, v resnici, ne? Na koncu, lejte, v tej državi imamo 3, zdaj je ustanovljena še 4. javna univerza. Oni imajo vsi pogodbe z ministrstvom, torej z državo o financiranju, mislim, da je 4-letno obdobje, ali kako že, ko se podpisuje, da imaš neko predvidljivost, ne, in zadeva zelo lepo teče.
Drži, imamo seveda zagotovljeno v ustavi avtonomijo javnih univerz, ampak imamo pa tudi 19 javnih raziskovalnih zavodov, ki pa jim ustava ne jamči te avtonomije, pa jih kljub temu imajo iz vidika razvoja novega znanja, misli, svobode razmišljanja in tako naprej. Tako da hočem reči, da zato sem prej na začetku rekel, jaz nisem rekel podpiram zakon, jaz sem rekel podpiram idejo zakona, če se spomnite. Na začetku, ne, in na koncu ponastavitev je simpatična, pač se bodo morali pogovarjati verjetno z Ministrstvom za kulturo, ki ima RTV na čez, kot bi rekli, in jaz celo mislim, v resnici, če bo ta zakon sprejet, pa bo prešel in ne vem, morebitne referendume, pa sicer tukaj mislim, da niti ne zapade pod referendum, ker je vprašanje davkarije, ne, ampak hočem reči, da definitivno ustavnega sodišča in tako naprej. Jaz mislim, da bo to obdobje prilagajanja pravzaprav zelo kratko in da bojo tudi na RTV-ju rekli, iz vidika govorim tehnične implementacije, bo rekel, wow, se to je pa zelo simpatično. Ker vidim jaz, ki sem zaposlen na javnem visokošolskem zavodu, na javnem inštitutu, da zadeve so, bom rekel, zelo gladko tečejo in tudi na mojo avtonomijo nikakor. Država nas vedno vpraša, kako pa zakaj smo porabili denar, nikoli me pa še niso vprašali, zakaj jaz tako mislim. Pa imamo večino časa ministre odgovorne za znanost pa visoko šolstvo, ki jim najbrž ni všeč, kako jaz mislim pa govorim. Ampak v tem smislu nimamo težav. No? Kdo mislite, da bo rekel, da je simpatična ta rešitev od teh na RTV, od teh 500, ki bo šlo na cesto, ali jih 1500, ki bo ostalo? Jaz mislim, da teh 500, ki bo šlo na cesto, ne bojo šli kar tako na cesto. Vsekakor bo treba tisto, kar sem na začetku povedal, ugotoviti, in to bo seveda nekaj stalo, pa ne milijone in milijone, ugotoviti, koliko kadra je pravzaprav preveč in koliko kadra potrebujemo za to. In jaz bi bil še za en tak korak prej, ker ste vi rekel, dajmo sploh povedati, kaj naj ta javni servis dela. Mogoče, ne vem, jaz imam zelo rad to klasično glasbo, ampak je res vprašanje, a mogoče simfoniki pa še mogoče tudi kam drugam, a res morajo biti tukaj iz Ministrstva za kulturo. In tako naprej. Hočem reči, veliko teh vprašanje, na katere je treba skozi neko debato odgovoriti, ampak če pa kot rečeno, spet banaliziram, en davek zamenjamo za drugega, tukaj pa ne vidim neke hude drame. A bo potem, če bomo en davek zamenjali za drugega, kaj bolj racionalno poslovanje? Seveda bo bolj racionalno poslovanje. Prvič, že prej smo govorili, RTV Slovenija danes pobira prispevek, seveda po zakonu o splošnem upravnem postopku, kar pomeni, da ona lahko ta prispevek takoj izterja, kot da bi bila RTV neko ministrstvo. Ne? Čeprav ni, ona ima to kompetenco. Če primerjamo zdaj, ta RTV prispevek je vis-a-vis drugih prispevkov, ki so tudi v Evropi, je načeloma rečeno zelo visok za Slovenijo. Recimo poglejmo Finsko. Na Finskem se RTV prispevek, ta davek za medij, plačuje tako kot dohodnina, 2,5% od dohodka posameznika, vendar ima zgornjo kapico. Več kot 168 evrov ne plača nihče. Danes mi za RTV prispevkom, samo mi, ljudje, plačamo 163 evrov na mesec. Potem recimo BBC, ravno tako ima nek prispevek, ampak poglejte, niti na Finskem, niti v BBC-ju ne dovolijo reklam na televiziji. Razumete? Mi pa imamo, RTV se financira z reklamami, s prispevkom, ki ga pobirajo po splošnem upravnem postopku, to pomeni izvržbo. Ne moreš nič odjaviti, ne, dobro, zdaj na ta aparate, take in drugačne, na mobilne telefone, iz proračuna, iz denarja za manjšine, ki ga zdaj sploh nočejo niti pogodbe podpisati. In seveda to, da mi financiramo neko medijsko ustanovo s toliko virov, ona je tudi, če smo čisto pošteni, ena nelojalna konkurenca za druge medijske hiše. Druge medijske hiše praktično v tem reklamnem marketinškem kolaču ne dobijo toliko, kot bi. Zakaj ima RTV Slovenija tak privilegij, da ima na en stran visoke plače, ogromno denarja, preveč zaposlenih, pa še iz vseh možnih kanalov denar pobira? Ma RTV preveč zaposlenih, gospod Skrbel? No, s tem smo se ukvarjali vse moje mandate v programskem svetu, kako pravzaprav to število racionalizirati, ker to je neustavljivo. Jaz mislim, da je problem, kot sem že prej rekla,
nadzora. Ne? Ravno tako je bilo, kot je problem nadzirati stroške, problem nadzirati zaposlovanje. In je šlo vedno preko... na nekdanje nadzornike s tem. A ste imeli problem nadzirati stroške? Takrat, seveda, v vaših časih. Zdaj, če tako rečem, jaz sem pred 20 leti bila v času, ko je bil direktor Lombergar, pa direktor je bil tudi Čadež, ker imamo 2 direktorja, RTV pa TV Slovenija. In lejte, vedno je bilo vprašanje nekih razpisov, nekega odtakanja denarja, kam to gre, kdo in tako naprej. Vedno smo se s tem ukvarjali. Te neracionalne porabe, pa teh obvodov, ker tudi konc koncev, zdaj v zadnjih letih je direktorica Ljerka Bizilj izumila nek program Plus. In mi smo imeli veliko pripomb na ta program Plus, zato ker lahko imaš ti v RTV-ju neko enoto, ki se sama financira. Ampak glejte, potem je to nepošteno, da ti na račun studia, ki je javni, pa ljudi, ki so plačani iz javnega denarja, ustvarjaš neke dobičke znotraj tega RTV-ja. In to se nikoli ni razčistilo in zato je bil tudi razlog, da prejšnje vlade, tudi recimo Šarčeva, ni dovolila povišanje prispevka, ker Šarec, ki pa dobro pozna RTV od znotraj, je pa vedel, kako je s tem programom Plus in kam gre ta Plus. In s tem smo se vedno ukvarjali. To je bil vedno problem. RTV je tudi za splošno javnost vedno bolj jama brez dna. Mi smo vedno se ukvarjali s tem, da je bilo treba zagotoviti denar za stroške dela. To je bil avtomatizem. Potem pa tisto, kar je ostalo, je bilo pa za program. In je bilo prav v bistvu tragikomično meni kot svetnici, da so hodili k meni uredniki, novinarji, odgovorni uredniki, a bi nekako pomagali, da bomo pa dobili sredstva za naš program. Skratka, vedno je zmanjkovalo denar za vsebine, za tisto, kar je pravzaprav ta zavod ustanovljen. Moralo bi biti obratno. Število zaposlenih kadri, ne samo število, ampak tudi struktura bi se morala prilagajati vsebinam. In kaj se je zgodilo? Eden izmed najbolj očitnih fopajev oziroma negospodarne rabe sredstev je bil takrat, ko so morali zaposliti vse zunanje sodelavce. To je pa zdaj, kje so bile pomanjkljivosti vodenja, pomanjkljivosti uprave. Oziroma generalni direktor je bil takrat zadolžen za to, da se je odločil, da bo vse, ki so imeli kakršnokoli pogodbeno razmerje, ki je imelo lastnosti trajnega, odvisnega zaposlovanja, zaposlil. In to je nabil stroške dela v nebo. Ampak če smem to dati, eni se niso hoteli. Ker jaz sem imel te debate z bivšim generalnim direktorjem, eni se niso hoteli zaposliti in pol je bil čuden položaj. Neka inštanca je rekla, da jih je treba zaposliti, unike bi jih mogel vzeti v službo, pa niso hoteli iti v službo. Iz raznih razlogov, ali fleksibilnost, ali še enkrat drugih stranskih poslov, pač niso hoteli iti. In to je tista reč, ki dejansko je zelo velika ovira pri kontroli stroškov. Milijon enih ovir, stopnic, inštitucij, nekih checks pa balances takih ali pa drugačnih, tako da je res strašno težko karkoli narediti. Zdaj, tisti generalni direktor, za časa katerega sem jaz vodil nadzorni svet, Andrej Grah-Wachtmau, je probal tukaj z raznimi schemami, da so nekako v dogovor šli, da niso ljudi metali in tako naprej. In potem se je spet nekdo spomnil in interpretiral, da to je pa tudi narobe. Mislim, da njegov predhodnik še posebej aktivno, Kadulc. Pa to je bilo tudi protislovje, pač sredstva so zagotovljena s prispevkom, toliko in toliko jih je, prispevka se ni smel višati, politika pa je odločila, da bojo plače šle gor. Skratka, tle so protislovja, ki dejansko so problematična po tem zakonu. To je zdaj jasno, gospod Zupanič. Ravno tu želim nadaljevati. Mislim, mi se res tukaj majčkam zdaj tako počez pogovarjamo, kot da je ta RTV en samoten planet, da ne rečem galaksija nekje v vesolju, kjer sama po sebi uravnava stvari. Zakon o delovnih razmerjih je določil, da je treba prekarne delavce zaposliti, oziroma, če ne, grejo na sodišče in bodo dobili odškodnino. Domnevam, da je direktor rekel, boljše je, da jih zaposlim zdaj, predno jim bo moral plačati še
odškodnino oziroma nadomestilo za pač socialne prispevke, ki niso bili plačani itd. Se pravi to, in kdo je zdaj torej to naložil? Prvič pripada pač, bi rekel, na socialno varnost delavcev, ne? Ali je not ali je zunaj, mislim, da je to korektno. In drugič, sistem je to, bi rekel, zahteval, bi pa rekel nekaj. Ne? Sistem ni zahteval zaposlitve, ne? Sistem je zahteval ureditev statusa. Ureditev statusa, ampak ki je gremo možno naprej. tudi Hočem nekaj reči. Poglejte, od leta 2012 do leta, mislim, da 2024 je bil RTV prispevek 12,75 evra. Ja? Tako, in In zdaj se ga je po dolgih letih tako in dvignili so ga ja. na 14,02 evra. Upravičeno. Jaz sem šel danes za to našo oddajico pogledati, koliko bi bila danes vrednost tistih takratnih 12,75 evra. 16,9 rečemo, zaokrožimo na 17 evrov. To bi bila pa dejanska vrednost. Ne? Matematika, mislim, nimam kaj. To se pravi, zdaj, če bi to iz tega izhajali, je od teh 109 hiši manjka še 21 milijonov. Samo da bi prišli na tisto vrednost takrat. Ne? Zdaj, koliko je bila pa vmes rast, se pravi delovne sile, stroški tehnike itd. Je pa drugo Ja, vprašanje. glejte, Ne? če bi bil samo prispevek, zdaj ste pozabili marketing, pa drugo proračunsko financiranje. Ampak mi se tukaj pogovarjamo o ukinjanju RTV prispevka, ne o marketingu in tako naprej. Ampak bistveno stvar, ki jo hočem reči, je pa naslednja. Ne? Kaj pa, če bi mogoče za 3 minute se pa pogovarjali o pozitivnih vidikih RTV hiše? A je res vse slabo? A res ničesar ne potrebujemo? A je res to treba razpustiti? Vi ste rekli prej, recimo, Nihče ni to rekel. ne samo pravim, ker je nihče to ni, zdaj, tem bi se rekel, ne nek zgajamo. narativ se postavil. Ja. Vi ste rekli prej klasična glasba, če nekaj rečem. Se pravi, ste rekli, se vprašam, ali je to potrebno ali ni potrebno. Zdaj, a se mi zavedamo, da recimo na radiju razpisujejo razpise, recimo za glasbo, za dramske tekste in tako naprej. Se pravi, ta hiša je tudi en enorm generator kulture, enako po 17. členu zakona o Slovenskem filmskem centru. Se pravi, zdaj o tem, njeno poslovanje to je, finančno vzdržno. Ne? Moram Tako vse da na to morajo poseči. zastaviti. Vse je treba Moram vseeno pregledati. opozoriti. Okej. Jaz nisem rekel, da je to nepotrebno. Ja, nihče Jaz ni sem rekel rekel tega, nekaj ja. drugega, ali je res potrebno, da je ta del RTV na RTV-ju ali lahko organiziran na drugje. kakšen drugačen Ja. način. Jaz sem to rekel. Če so In vse še vedno je postavke, vir. ki so tam Še vedno je vir. potrebne, ja. Ampak dajmo takole reči. Saj se Če je ti, ločil, ne? če ti deli Tako je. ne bi bili Transparentno. tam, Ja. tako. Ja, Tako. temu. Jaz sem o tem govoril. Ne o Glejte, jaz tem, bi rada- ali je Zdaj kakšna se funkcija potrebna ali namenja ne. posebej 4,5 milijona za delovanje simfoničnega orkestra in Big Banga. Ne? To je Posebej, zdaj ja. dodaten vir financiranja, mislim, da z Ministrstva za kulturo. Tako da Bi pa v resnici lahko še na je nekaj opozorim. dislociral. Jaz sem se ukvarjal malo s to idejo, že takrat, ko sem bil nadzornik. Ne? In ja, seveda drži, RTV prispevek se ni indeksiral. To drži. Ne? In potem sem se o tem pogovarjal, imam številne prijatelje, ki delajo tudi v industriji in tako naprej. Pa so rekli, ja, veš kako je. Ne? Ko smo pa mi dobavitelji od nekega velikega, recimo, proizvajalca avtomobilov, pa delamo sedeže ali pa izpušne cevi ali pa karkoli, na začetku dobimo neki denar za to, to se ne indeksira. Ampak ta dobavitelj od nas pričakuje, da je, ne vem, čez 2 leti, da se cena v bistvu celo malce zniža, pa malce zniža. To je trg. In oni morajo seveda z boljšo organizacijo poskrbeti, da to dosežejo in seveda dosežejo, ker morajo in še vedno imajo dobiček. Ne? Tako da hočem reči, jaz vseeno pa sem zaposlen v javnem sektorju, ampak ne pristajam pa na to logiko, da je pa kar vse treba In da je to indeksirati. vreča brez dna, ne, Tako, ki jaz dajemo vseeno denar in menim, potem- da se je potrebno ukvarjati, bom rekel, s tem, Stroški. s stroški, kako optimirati, uvajati nove, bom rekel, tehnologije, ki spet znižajo stroške, znižajo število ljudi. Se pravi, jaz ne pravim, da se ljudi meče na cesto, ampak ko se pa nekdo upokoji, morda pa lahko v tistih letih toliko tehnološko napreduješ, da pa ne rabiš več 15 ljudi, ampak jih je dovolj 10. Ste To hoteli gre. dodati Ja, nekaj, jaz bi gospod tu dodala, recimo, kar je rekel kolega Rončević, lejte, tudi mi, ko smo delali na RTV, pa se s tem ukvarjali, smo slišali veliko idej in ena je bila še posebej zanimiva. Ta pa je, da bi bila RTV Slovenija organizirana ne kot javni zavod,
ampak kot po zakonu o gospodarskih družbah ali kot delniška družba, kot Telekom v državni lasti ali pa recimo kot Pošta ali pa STA, ne, to je DOO. V tem primeru bi bili te odnosi veliko bolj čisti, podpisala bi se neka pogodba, vedeli bi, kaj za to dobimo in tudi upravljanje s kadri bi bilo veliko lažje bi nek direktor s pomočjo neke detektivske organizacije, če hočete, razdelil alkoteste ali pa teste na drogo, konc koncev. Zdaj ne bi bila rada banalna, ampak tudi to se dela v firmah, ne? In bi veliko lažje preverili vse kadre, kaj kdo dela, kakšen je kdo, kdaj pride v službo, sploh pride v službo, dela od doma ali ne, tudi teh primerov je kar nekaj. Tako da sama bi bila pa bolj za to, da se mogoče tudi statusno spremeni iz javnega zavoda in iz tega statusa javnih uslužbencev, ki so še posebej zaščiteni v gospodarsko družbo, DOO, DD, tudi STA je DOO, ni nič narobe s tem in potem imajo tudi direktorji večje kompetence in veliko lažje upravljajo s kadri. Zdaj bom pa še nekaj dodala, ker je gospod Zupanič rekel, da je politika kriva. Ja, res je politika kriva. Bom pa povedala, ker sem bila 36 let na RTV, kako je bilo to videti takoj po osamosvojitvi. Recimo bila je prva demokratična vlada, ljudje so pokorivali pač vlado, poročila in tako naprej. Potem se je pa vlada zamenjala. Potem pa nekateri novinarji, bom tako pogojno rekla, niso bili več popolnoma primerni, ne, za pokrivanje nekih političnih tem, pa so jih majčkeno dali na stranski tir in so potem honorarce zaposlili za pokrivanje, bolj primerne honorarce, ne, za pokrivanje te nove vlade, pa novih političnih tem in novih politikov in tako naprej in tako naprej. Tako da se je ves čas nabiral nek bazen nekih zunanjih honorarnih sodelavcev in hkrati nekih delno odpisanih zaposlenih ljudi, ki jih pa ni bilo treba in ni bilo mogoče vreči na cesto. Tako se je v bistvu to razvilo. Tukaj je leglo tega problema. Namesto, da bi upravljali s kadri, da bi rekli v redu, če bi delali profesionalno in neodvisno, je popolnoma vseeno, kdo je na vladi, a ne? Ni treba uredniku prav se sliniti spet nekemu novemu politiku, ampak te profesionalnosti upravljanja s kadri ni bilo. Zato je pa prišlo polno nekih honorarcev. Ja, prosim. Glede to, kar si zdaj govorila, ne, sama sebi pravzaprav si skočila v besedo. Jaz si predstavljam, če bi bil to DOO, da bi imel seveda direktor pooblastila, da bi te manj zaželene politične kadre enostavno odpustil, a ne? Ali pa prilagodil program, ki bi bil zakaj objektiven. Zakaj pa bi se matro, če jih lahko odpusti? Ja, vseeno jih mora odpustiti na podlagi zakonodaje. Se jih ne da kar tako. Se jih ne da. Tudi v firmi se jih ne da kar odpustiti. Ne, ni tako enostavno. Če ti nekoga odpustiš, potem na isti tip delovnega mesta 2 leti. Ne smeš vseeno je treba biti korekten pri teh razmerjih. Glejte, če dovolite, bi se zahvalil gospe Petrovčič za to, bi rekel, konkretno poročilo, torej o tem, kako je šlo kadrovanje. In spet pridemo do tega, ne, da ko politika rešuje problem, ga rešuje na način, kot njej najbolj ustreza. Eni ali drugi opciji. Bodimo pošteni. In seveda, ko bi, če bo, kdaj, ne vem, politika zmogla ta format, da bo v resnici reševala probleme na način, da bodo v dobro vseh, ne pa samo enega segmenta, takrat se bomo lahko pogovarjali o pravi politiki. To, kar je pa zdaj, je pa v bistvu eno interesno upravljanje. Ne? In jasno je, da ko prihaja rešitev iz politike na ta način, da rešitve v bistvu ne bo. In zato imam jaz problem s tem zakonom. Ampak ne samo politika, uredniki, zaposleni, vodstvo RTV mora imeti toliko hrbtenice, da drži medij na nivoju, kot je treba, ne pa da pokleknajo. Zdaj, jaz verjamem, da v zadnjih 4 letih se je pa res ta depolitizacija pokazala kot popolnoma političen ukrep. Ne moram, nikogar, mislim, ne bomo prepričali, da bomo rekli, zdaj pa, odkar je pa RTV depolitizirana, je pa manj politike. Jaz mislim, da jo je več, celo še bolj štrli v levo s tem neustavnim zakonom. No, ampak s tem predlogom zakona se depolitizacija ne bi zmanjšala, ne, po moje. Ker koliko ste pa vi zadovoljni s tem medijskim razpisom, a ne? Na enak način bi se zdaj financirala RTV, kot se financirajo mediji preko medijskega razpisa na Ministrstvu za kulturo.
Ne, to je odvisno, kako se ta sredstva določajo od vsakokratnega vodstva ministrstva. To ni ista reč. Medijski razpis je letni razpis, kjer dobiš naritek malo za nazaj, pa mislim, da sem polovico unih stroškov ali nekaj takega. Jaz sem bil večkrat v tej komisiji, ki to talala. Ne, ampak hočem reči, je le velika razlika, ker tam moraš tekmovati, morda dobiš, morda ne dobiš. Ta zakon bi pa samo spremenil vir in bi šlo za stabilno sistemsko financiranje še naprej. Torej, zakon bi moral zagotoviti, da absolutno ne bi prišel zavod v situacijo, da dobi ali pa ne dobi. Da bi bilo to odvisno od politične volje, ne? Tako. To je bistvo. In ta predlog zakona dejansko ne daje nobenih garancij, ker nima dosti določil, ker nima dosti specificiranega načina. Ne, to se pa res ne moram strinjati. Se tudi univerza nima garancij ali pa inštitut Jožef Štefan, da bo čez toliko let, ampak še vedno se zgodi in pride do tega denarja. Seveda, tako da jaz, kar se tega tiče, res nimam strahov. Ja, jaz se opravičujem, ne bi rad, bi rekel, zdaj preveč dvigal temperature, samo mislim, da univerze pa javni mediji niso čisto primerljivi, zato ker medij je vendarle, bi rekel, generator javnega mnenja v zelo, zelo kratkem času, medtem ko smo tudi, jaz sem na univerzi zaposlen, tako da malo poznam stvari, deluje ta sistem vseeno na nek način bolj spoštljivo politika, to si upam reči do univerz. Tudi univerze so drugače, bi rekel, postavljene, imamo v bistvu večjo avtonomijo, ne. Se pravi, tukaj v ta medijski prostor je ta, so vrata politiki veliko širše odprta, ne. In tudi politika se veliko bolj zanima v resnici za medije, zato ker jim pač prinaša zelo hiter, kratkoročni, otipljiv učinek, ne. Dokler ne bojo socialna mreža prevladala. Neposredno. Ja. Zdaj se je razvila zelo živahna debata, ne? Vidimo, da bo to še kar nekaj pogovorov potrebnih na to temo, da bi prišli skupaj. Povejte, kaj smo zdaj na koncu ugotovili, da se strinjamo, se ne strinjamo o tem, da je RTV potrebna organizacijske prenove, stabilizacije razmer, kadrovske urejenosti, racionalizacije. Kaj lahko za zaključek poveste? Mislim, jaz bom odkrito povedal, da dokler se politika na ta način, kot se napoveduje, loteva reševanja problema, bo povzročila samo še večje in nove probleme. Se pa strinjate, Mi je zelo žal. Se pa strinjate, da je RTV hiša Mislim, potrebna glejte, sprememb in neke racionalizacije tudi v kadrovskem Dajmo se in na malo splošno. odmakniti od RTV Slovenija. Mislim, vprašajmo se, ali potrebujemo ustanovo, ki gradi skupnost. Moj odgovor je da. Ali potrebujemo ustanovo, ki to počne na optimalen način? Moj odgovor je da. A smo zmožni to zagotoviti? Zdi se, da politika ta trenutek ne, zato ker jo bolj kot obči interesi skupnosti, zanimajo partikularni interesi. To je moj odgovor. Jaz mislim, da je potrebno temu zakonu ali pa kateremkoli novemu zakonu dejansko dodati člene, dodati tista določila, ki bojo izboljšala način upravljanja in organizacije javnega zavoda. Ker to, da se vsakokrat lovimo, da si potem naknadno dokazujemo, da nismo imeli čist prav, da smo mislili dobro, ampak da nam ni čisto uspelo tega, kar smo želeli narediti, tega si pač javni zavod ne zasluži. Ne? In je dejansko, ne vem, zakaj treba izumljati pulfar, ko smo včasih rekli vedno znova, zakaj se ne ozremo naokoli in dejansko vidimo, da je način vodenja javnega zavoda potrebno urediti na ta način, da se v svetu združijo in finančne, in nadzorne, in pač te vsebinske funkcije. Treba je pa Tle finančno... bi bilo potrebno dograditi kakršenkoli novi predlog zakona, po moje. Treba je pa s financami vsekakor nekaj narediti, ne kljub temu, da smo prispevek povečali, se RTV še vedno sooča s finančnimi težavami, kot vidimo. Marca je bila ob izplačilu plač zadolžena v znesku kar 6 milijonov, od tega je zdaj še 1,4 milijone ostalo. Torej, treba je vsekakor narediti nek korak k
optimizaciji poslovanja. Ja, glede, če mene vprašate, jaz mislim, da je to trend, ki je neizbežen. Trend je tak tudi v svetu. BBC odpušča 2000 zaposlenih. A ne? Zdaj smo v studiu, ki se ga da narediti zelo hitro in ne tako zelo drago. In ta vaša oddaja, ki je bila zdaj posneta in ki se končuje, je pravzaprav povsem primerljiva tudi s televizijskimi oddajami. Nič ni take večje dodane vrednosti, s tem, da tu ni nobenega snemalca, a ne, tam bi pa na RTV-ju pa 3-4 bili, pa nekdo bi samo kabel navil. Mislim, z vsem spoštovanjem, ampak vem, kako to funkcionira, ljudi je preveč. Nove tehnike so nove tehnologije in enostavno tudi prebivalstvo je preveč obremenjeno. Mi ne moramo vse zdaj obešati na prebivalce, da bodo to plačevali. Jaz mislim, da ukinitev tega prispevka bi prinesla predvsem bolj transparentno financiranje RTV-ja in to bi prisililo tudi RTV k boljšemu upravljanju in seveda tudi boljšemu programu. Gospod Rončević. S tem se strinjam. Strinjam se tudi s kolegi, ki ste vsi opozorili na druge vidike, katerih se ta zakon, bom rekel, ne dotakne, in minister za kulturo. Ne vemo, kdo bo. Ob vseh teh ugibanjih se pa še ni pojavilo ugibanje, kdo bo minister za kulturo, ampak prav gotovo bo moral v tej hiši nameniti kar neki pozornosti, no, da se dejansko začne država skupaj z RTV-jem ukvarjati tudi s temi zadevami. Torej se vsi strinjamo, da javna RTV hiša ostane, je pa vprašanje, kako urediti financiranje in racionalizirati poslovanje. Dragi poslušalci, hvala za vašo pozornost in nasvidenje do prihodnjič.